Najlepša hvala za ta lep aplavz. Zelo sem nekako vznemirjena, ker sem res vesela, da bom lahko danes povabila na oder ene izjemne vokaliste, izjemne pevce, ki jih imam tudi osebno zelo rada in sem zelo vesela, da jih imate tudi vi radi in da ste to nedeljo si tako zastavili, da ste danes večer tukaj v našem najlepšem paviljonu, na najlepšem dvorišču, v našem lepem mestu Brežice, v našem lepem gradu, kjer bomo zagotovo preživeli en čudovit večer skupaj. Torej, lep pozdrav prav vsem. Pozdravljam tudi našega župana Ivana Molana, ki danes sicer nima velike funkcije, ampak vseeno je prav, da ga pozdravimo. Pozdravimo tako. Pozdravljamo tudi našo podžupanjo Milo Lebec. Evo, Mila, živijo, dobrodošla. In direktorji občinske uprave naše občine Patricijo Čular, tako da vidite, da je to res izjemen dogodek. Vsem je poznate, da se rada pohecam in tudi sem hvaležna, da se lahko pohecam tudi na ta način. Predvsem pa seveda sem res zelo vesela, da ste tukaj in da bomo tudi v Brežicah del praznovanja 7 desetletij slovenskega okteta. Zdaj, o njem imate vse napisano v programskem listu, tudi en moj kratek nagovor je, kjer sem vas spomnila na to, da smo nazadnje se z njimi družili konec leta 2019 na našem gala koncertu v Viteški dvorani in nekako že takrat se zavezali, da bomo po praznovanju naše 70-letnice, muzej je takrat zaključeval leto obeležitve 70 desetletij, da seveda bomo tudi mi z veseljem jim čestitali, ko bojo oni imeli 70 let. To je bilo sicer v lanskem letu, ampak nič ne de, tudi to leto je ta pravo in še posebej pravo, ker jih lahko gostimo na našem lepem grajskem dvorišču in ker so si to lepo nedeljo vzeli za to, da bomo mi živeli z njimi, pa tudi oni z nami. Tako da zdaj je čas, da jih vabim na oder, slovenski oktet, Andrej Oder, oziroma Darko Vidike pa vi vidim, ne? Andrej Oder, Matej Boje, Janez Triler, potem umetniški vodja Jože Vidik, Rok Perenčak, Janko Volčanšek in David Jagodic. Dobrodošli. Dobrodošli, komaj čakamo, zato ker grem dol in grem uživati. Hvala vam. Prijatelji, obrodile so trte vince nam sladko in nam oživlja žile, srci razjasnili norko, ki utopi vse skrbi, potrtih prsih uputnih, potrtih prsih komu ne vrejme silo zdravico, brat ječno zapit, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov sloviše Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lep prisrčen pozdrav tudi v imenu ansambla, ki nocoj pred vami slovenskega okteta, ki v tem letu
kot je že gospa direktorica omenila, praznuje svojih 70 let delovanja. Za uvod v nocojšnji koncert smo izbrali pesem Zdravljica, ki jo je napisal Ubrat Vrabec in ki je nekoč pred dolgimi desetletji bila ena od pesmi, za katero so mislili, da bo postala slovenska himna. S to pesmijo, ta pesem je nekako tudi namenoma uvrščena v ta večer, s to začenjamo, s to pesmijo, tudi zato, ker se hvaležno spominjamo našega rojaka, gospoda Pahorja, kateremu so prepevali tudi njegovih 100 let, pa 99 let, in so skupaj prepevali to pesem in rekel, veste, všeč mi je, ker niste zatajili Prešerna, ker niste zatajili tega, kar je Prešern napisal. Bog živi ves slovenski svet. Naj živi in naj bo lepo tudi ta večer, ki ga posvečamo prvemu delu domovini, pokrajini, naši lepi pokrajini in vsemu lepemu, kar znamo, kar premoremo in upam, da bo en lep večer. Vem, da ste bili v polnih pripravah. Vesel sem tudi to, da ste pravočasno končali izvajo, da ste prišli na naš koncert, nas podpreti. Hvala lepa, gospa Simona, za to priložnost, da se lahko vidimo v živo. Vemo, da imate tu v domačem kraju res odlične pevce, odlične zbore, predvsem Viva, Oktete. In tako da, ja, morda malo treme je na naši strani. Če bo kaj narobe, se opravičujemo že sedaj, ampak ne, se bomo trudili, da bomo poskusili pričarati res to, kar slovenski oktet zna in zmore. Sedaj pa imel sem ljubi dve. Hvala lepa. Oh,
Pan pokazalcem pofanti stoi, Pankino hanno upira oči. Pan pokazalcem pofanti stoi, Pankino hanno upira oči. Spančkane, samo doma, Niech skozi okno se misec smeklia. Spančkane, samo doma, Niech skozi okno se misec smeklia. Niech skozi okno se misec smeklia. Meni se zdi, kot da ste šele začeli peti. Zato bom takoj na začetku rekla, res, da je to zdaj pred zadnjo pesmijo, ne? Ampak večer je še zelo mlad, v bistvu, še temen je, ne da. Je pa seveda pred zadnjo pesmijo ponavadi ta čas, da še kakšno rečemo, da se tudi mi zahvalimo. In mi smo v Brežicah in v Posavju zelo veseli, da lahko z vami praznujemo. Vemo, da boste imeli 7 koncertov v okviru festivala Ljubljana, nekaj jih je že bilo, največji v Križankah, 6., 9., je tako? 7. Se opravičujem, 7. ampak dajte rajše še pogledati, da ne bo kaj narobe. V Ljubljani, nekateri smo tudi bili že na kakšnem, mi dve sestre 11.5. in smo najbolj vriskali tam v Ljubljani. No, ampak moram pa povedati, da je tudi eden izmed teh koncertov pa malo nadomeščal naš Marcel, da Marcel... imel to čast, mi smo pa tudi z velikim veseljem to spremljali,
njegovi sopevci, pa njegovi someščani, pa sovaščani, pa mamica, pa detek, pa babica, ja, pa še kdo, ampak nadomeščajo enega posebnega gospoda, Mateja Vojeta, ki pa ima danes rojstni dan. Jaz sem Jankotu in Roku obljubila, da ne bom pela, ker on me poznata, se hecam, ampak mu pa želimo res se zahvaliti in mu dati eno darilo, ker res na svoj rojstni dan je prišel k nam v Brežice, tudi njegova soproga je prišla in res hvala, da to ni bila ovira. Zato vam je pa naša mojstrica peke, Marija Žnidaršič, naredila en tak lep M, tako da vas me tak spomin. Hvala lepa, res presenečenje, tole bomo zvečer ob šampančku verjetno bo z ženo degustirala. Hvala, ker ste me počastili v tako lepem številu. Vesel sem, da je tudi Marcel, ki ga se bo danes poznala tukaj, da imamo podmladek, mi se že počasi poslavljamo. Mene je takrat bolezen prikovala na dom in Marcel je vskočil v 2 dneh, je naštudiral. Torej, se ni zabad, za slovenski oktet. Hvala lepa. Potem ob kozarčku zapeli, mogoče se zdaj še ne upamo, ampak potem pa bomo vsi skupaj. Zdaj bi pa prosila še našega župana Ivana Molana, da pride, ker sva se dogovorila, da skupaj čestitava vsem članom ob tem velikem jubileju in ga prosim za par besed. Lep dober večer in lahko rečem, da smo na nek način srečni, da letos praznujete ta vaš častitljivi jubilej, kajti če bi lani ne bi imeli še tako lepega ambijenta. Tako da včasih pravijo, da vsaka stvar se zgodi z nekim razlogom in verjamem, da tudi to praznovanje. Sam osebno seveda sem izjemno vesel, da ste se odločili in da tudi svojo obletnico nekako proslavite tu med nami. S tem seveda ste tudi nam polepšali predvsem naš večer in pa seveda tudi naša dogajanja. Sam osebno pa seveda vam želim še veliko uspehov in vesel sem, da že izgleda, da bomo imeli drugega Brežičana, ki bo tudi delno pomagal in seveda skrbel za to, da boste še naslednji 70 let prepevali po Sloveniji in pa seveda širše. Vsem vam želim lep večer. Spodobi se pa, glede na to, da smo tudi v vinorodnem okolišu, da poleg tako prekrasnega kruha se še nekaj da, kar bo še seveda tudi grlo, dušo in telo napolnilo. Še to darilo imava tudi delo mojstrice Marije Žnidaršič, Meri. Ki je pa seveda tudi včasih spekla to lepo pletenico. Izhaja to mojstrstvo seveda iz naše dediščine.
Namreč tukaj poleg nje še so številne mojstrice, največja pa in začetnica je bila pa že žal pokojna Marjanca Dobnikar in ona je nekako to pletenico na različne načine ponesla daleč naokoli. Ponavadi seveda je v obliki srca, ampak vi ste glasbeniki, ne, pa mora biti malo drugačno. Zdaj vam pa to umetniškemu vodju Jožetu Viticu podaril župan, jaz bom pa vzela rožice, da bo lahko še klikne malo. Še jaz. Pa še nekaj, pol koncerta in bom jaz vzela zdaj, ne bom. Ugotovila sem namreč, ko smo pripravljali programski list, da naš Janko Volčanšek poje že 20 let. Ne, tako piše, takšni so podatki. Zato bo on pa posebej dobil eno darilo, ki pa izhaja iz njegove občine, ker on meni vedno reče, ti si z Brežic, jaz sem z Krškega, ne, ampak mi smo Posavski muzej, pa je pač to vse naše območje. Jaz pa potem tudi vedno rečem, vse so žlahto imaš po Brežicah, ne, ker tam vas je kar nekaj. Tako da Janko predstavlja celotno Posavje v slovenskem oktetu že 20 let in dobi eno posebno darilo, ki je nastalo pa v Podbočju, kamor tudi rad pride, ne, bo vedel zakaj, kjer seveda ima tudi večkrat kakšne opravke in tam so eni posebni cegli, podboški cegel, ki tebi ni na glavo padel, ko si se odločil, da boš rekel da temu slovenskemu oktetu, ampak seveda naj ti pa služi za številne stvari, tudi za gretje Nokije, naprimer, tako naprej. Dolga zgodba, bo vse proučil, ustvarjalci so tam v drugi vrsti, tako da vse je tukaj, tako, čestitam ti, Janko. Zdaj grem pa dol. Ampak, ne smem še dol, da ne bo še enkrat. Danes seveda imamo tudi našega vinarja, gospoda Andreja Molana, in lepo prosim, da ste potrpežljivi, ker ne bomo nič prej natakali, ampak potem nas čaka odličen vinček, odlični piškotki in druženje in tudi člani slovenskega okteta so obljubili, da se bodo še malo zadržali, tako da to je res en izjemen trenutek in vas lepo prosim, da počakate, lahko si to sami kje nalijete, če bo prevelika gneča. In pa seveda, da se veliko krat še vrnete, mogoče se vam zdi, da smo naredili en podest za VIP, ampak ni to res, to je plesišče, ne? In nas čaka izjemno velik dogodek že naslednji petek z Vivo, pa še, zakaj sem tako naredila, ker ne, seveda smo spet mi. In ta dva sta sedela za mano, to moram vedno povedati, ne, če imam. Pri mešanem pevskem zboru Viva, pa še polno drugih stvari čez celo poletje, ne, tako da je res ta paviljon velika pridobitev, še enkrat hvala občini in županu in vsem vam, ki niste podvomili, da je prav, da to naredimo. Zdaj pa res, slovenski oktet, oder je še naprej vaš. Maria prosila